Živijo! Jaz sem Matej Špehar in to, kar vidite na zaslonu, zagotovo vsi dobro poznate. Gre za dobri, stari Facebookov app za pametne telefone. In Facebook se je odločil za novo zgodbo, ki pa je rezervirana zaenkrat samo za vse uporabnike iPhonov in še ti morajo imeti naloženo zadnjo verzijo sistema, to je iOS 7, pa to še ni vse. Nova zgodba je rezervirana le za Američane oziroma tiste, ki imajo ameriški ID na iTunesih. Mi, navadni, mali, zeleni, simpatični robotki, pristaši Androida, pa smo ponovno postavljeni nekam na hladno. No, upam, da bomo lahko se tudi mi kmalu igrali s časopisom oziroma Facebook Paperjem. Kakšen je prvi vtis? Jaz moram priznati, da sem navdušen, pa me ne navduši ravno vsaka stvar. Facebook ima s to aplikacijo veliko možnosti, da ponovno postane cool. Že osnovna navigacija je nekoliko drugačna, kot smo jo bili navajeni iz običajne Facebook mobilne aplikacije. To je naš osnovni newsfeed, po katerem se tokrat sprehajamo horizontalno, torej levo in desno in ne več gor in dol, kot smo bili navajeni poprej. Če nas zanima vsebina bolj konkretno, tapnemo na njo in odpre se nam celotni post. Če bi si recimo sliko pogledali še bolj od blizu, tapnemo na njo in se nam odpre v celoti, kot poznamo sistem. Pojdimo nazaj. Tako se sprehajamo po našem newsfeedu horizontalno, tapnem na posamezno vsebino in ta se nam odpre čez celoten zaslon. Pišem post preko Paperja in Jabučka. Zgodovinski trenutek. Upam, da mi to ne bo prišlo v navado, konec koncev Android forever. No. Ste opazili zgornje ikonce? Torej, poglejmo nova prijateljstva, zasebna sporočila in naše zadnje posodobitve, v katerih smo tako ali drugače vključeni. Kako objavimo nekaj novega? Potegnemo vse skupaj dol, tapnemo Create Post, zapišemo, kaj bi radi sporočili svetu in zgodba gre v širni Facebook svet. Facebook ima še eno zanimivo lastnost. Slike si lahko gledamo na en tak meni hecen način, na nek način pošpegamo, poškilimo levo in desno in se skupaj potegnemo dol. Še ena zelo dobrodošla funkcija Paperja, ki tako obeta, da bo postal na nek način agregat vseh vsebin na spletu. Torej, imamo Facebook vsebine, v mojem primeru tehnologijo, pop kulturo in slastne jedi, za obliznit. Lahko pa jasno dodajamo še druge vsebine, recimo, če smo bolj športni frik, lahko dodamo v kolekcijo še športne rezultate, enostavno odslajdamo dan, done, hvala, aleluja. Torej, lahko poleg že obstoječega Facebook newsfeeda spremljamo še naše ostale zgodbe, vidimo tehnologijo, pop kulturo, lakom lačen in v tem primeru, ko smo dodali še športne zgodbe. Soči, here I come. Po istem ključu lahko spodaj bolj podrobno prebrskamo seveda med športnimi vsebinami, ko se nam naložijo. In pogledamo potem podrobnosti posameznega zapisa članka. Na prvi pogled, kolikor sem uspel prebrskati oziroma prelistati nov Facebook časopis, ta vsaj meni osebno zelo veliko obeta. Sploh, če bomo lahko sami dodajali vire v posameznih sekcijah, torej recimo dodajamo še posebne športne portale, zabavo, kulturo, glasbo in tako naprej. In se nam poleg osnovnega newsfeeda iz Facebooka generirajo še vsebine iz ostalih spletnih strani, ki jih tako ali drugače spremljamo. Nekako imam občutek, da bo Facebook, če bo svoj Paper dal v splošno uporabo, da ga bodo ljudje z veseljem uporabljali, saj je mnogo bolj preprost, enostaven kot obstoječi Facebook app. Paper zaenkrat ni dosegljiv za večino zemeljske oble, ni uradnega podatka, kako bo z lansiranjem naprej, ali gre samo za test, ali gre za resen app. Tako lahko recimo primerjamo stari in novi Facebook app. Verjetno se strinjate, da je desen, novi res bolj fancy, da ne rečem cool. Se bom jaz zdaj še mečken igral, vi pa prosim, v komentarjih povejte vaše mnenje, kakšen se vam zdi Facebook Paper. So fantje in dekleta iz Kalifornije na pravi poti? Je to res prava stvar, da Facebook ne postane samo najbolj množično omrežje, ampak tudi najbolj cool omrežje? Hvala za gledanje in se vidimo spet prihodnjič. Živjo!